Hvala lepa tudi za vse te komplimente. Se tudi zahvaljujem organizatorjem, založbi CF za vabilo. Vam tudi čestitam za organizacijo te odlične serije Vodnika po humanistiki in še posebno te, ki naslavlja literature Južne in Vzhodne Azije. Ja, Meduzini lasje, esej o osebnih simbolih in verskih doživetjih je res fascinantna knjiga, ki je prvič izšla leta 1981 v slovenskem prevodu, pa leta 2023 pri založbi CF in, kot je bilo že omenjeno, prevedel jo je pokojni Bogdan Lešnik, psiholog, psihoanalitik, ki nas je zapustil lanskega junija in to priložnost tudi izkoriščam za to, da današnje predavanje posvečam spominu nanj, ker je Lešnik bil humanist, publicist, spomnimo se ga po raznih tudi funkcijah, bil je dekan filozofske fakultete, torej fakultete za socialno delo, predsednik psihoanalitičnega društva in pionir LGBT gibanja v Sloveniji in še marsikaj. In z Lešnikom sva postala prijatelja zaradi Šeljanke. Sam sem namreč Šeljanko zbral za lokacijo svoje raziskave za doktorsko disertacijo. Seznanil naj je pokojni, žal tudi pokojni Borut Brumen, kolega z oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete. In seznanil naj je zato, ker je Lešnik Šeljanko redno obiskoval in otok in tamkajšnjo sinhalsko kulturo tudi že dokaj dobro poznal. In na Šeljanko sem se sam prvič podal leta 2003 z načrtom, da bom tam etnografsko preučeval budistične verske prakse. To je zdaj ironično, ker jih potem nisem. In budistične verske prakse so ravno tisto, kar obravnava Obeje Sekere v tem svojem delu, pa še v marsikaterem drugem. Namreč na samem terenu sem se potem premislil in slednjič napravil etnografsko raziskavo o skupnih točkah med dediščino kolonializma in pa sodobnim turizmom in popotništvom. Budizem je nekako skozi to raziskavo prišel pri strani noter. Mogoče o tem kakšna beseda kasneje. In že približno leta 2018 je Lešnik dal pobudo za prevod te knjige. Bom se pokazal tudi oba originale in pa prevod. In jo po različnih zapletih z potencialnimi prevajalci in prevajalkami, kar sam prevedel. No, jaz sem spisal spremno študijo, ki je obravnavala predvsem samega avtorja, Obeje Sekera, šeljanško antropologijo, o sami Šeljanki in seveda tudi neki refleksiji o temeljnih vsebinah Meduzinih las. Pri čemer mi je v tistih delih, kjer spremna študija naslavlja psihoanalizo, Lešnik tudi pomagal. Jaz sem šel natančno skozi njegov prevod, se spomnim, da so se kar precej prerekala. Glede prevoda posameznih pojmov, predvsem z področja religije, kar je ne nazadnje v knjigi tudi dokumentirano z opombami. In tukaj bom pač predstavil nekaj kontekstov in vsebin te knjige. Predhodno sem se, kot je bilo že omenjeno, o knjigi pogovarjal kmalu po njenem izidu na radiu. In zdaj ta naslov Vera kot osebni simbol, ekstaza in kultura v Meduzinih laseh, je sicer konvencionalen, ampak zaobseže prav zaobseže jedro Obeje Sekerovega prispevka v tej knjigi, namreč koncepcija osebnih simbolov, ki v šeljanških verskih praksah vzniknejo hkrati iz zasebne in pa javne sfere, imajo samostojen vir nastajanja, to je pač
invencija ali pa prispevek, dejansko teoretski prispevek O.B.E. Sekerja. In ne samo, da nastanejo nekje med zasebno in pa javno sfero, ampak tudi se jih v tem smislu izbira, prilagaja. O tem nekoliko kasneje. Namreč ti osebni simboli, kot jih je O.B.E. Sekerje definiral, jih je pravzaprav našel v svojem jedru kot neko protokulturo, predvsem v fantazijah, sanjah, transu, odkoder se potem formirajo v različnih smereh. In za začetek naj ob nekaj izbranih drugih referencah pojasnim, zakaj sploh meduzini lasje in ne morda katero drugo delo Gananata O.B.E. Sekerja. Torej, kot rečeno, je bila predstavitev tega avtorja pobuda, Lešnikova pobuda, in ker je bil on freudovski psihoanalitik, je imel tudi tole O.B.E. Sekerjevo The Work of Culture v svoji domači knjižni polici. Obenem je dobršen del svojega časa, pač kadarkoli je mogel, preživel v Unavatuni, ob morski vasi na jugu Šrilanke, kjer si je pravzaprav ustvaril svoj drugi dom. In nenazadnje je tudi na tamkajšnji univerzi v Colombu pomagal skupaj s profesorico Subangi Herat z oddelka za sociologijo vzpostaviti tam študij socialnega dela s številnimi študentskimi in učiteljskimi izmenjavami z ljubljansko fakulteto za socialno delo. Skratka, O.B.E. Sekerje je poleg Stanleya Jeraja Tambajaha eden od vidnejših mednarodno uveljavljenih antropologov po rodu Šrilanke in v dobršnem delu svojega pisanja je bil naklonjen psihoanalizi zgodnjega Freuda. V mednarodnem antropološkem prostoru so vsaj nekatera njegova dela močno odmevala, vseprisoten je bil vedno tudi v šrilanškem tisku doma. Hkrati je pa tudi njegov slog pisanja izjemen, izjemno dostopen tudi neantropološkemu bralstvu. Tako da se je zdelo nekako na dlani, da je od šrilankanistov O.B.E. Sekerje najboljša izbira, ga velja predstaviti slovenskemu bralcu in enako velja, da so Meduzini lasje njegovo najbolj prepoznavno delo, čeprav je bil tudi sicer izjemno plodovit avtor. O čemer podrobneje pišem sicer v spremni študiji, tukaj se ne bom spuščal preveč v to, kaj vse je naredil, dajem poleg njegove knjige Delo kulture, ki mimogrede predstavlja njegov temeljni koncept skozi vse njegovo pisanje, ker Delo kulture je pravzaprav izvedeno iz Freudovega dela sanj. In sanje so tiste, ki pravzaprav opravijo svojo funkcijo tako, da človeku pustijo spati. To so stražarji spanja. In ker maličijo in spreminjajo vsebine, ki bi te utegnile prebuditi v obliki nočne more, jim včasih pač uspe, včasih jim ne. In zdaj O.B.E. Sekerje je to prenesel na funkcijo kulture, ki nekaj podobnega počne. Torej, maliči družbeno realnost, ki je preveč okrutna za marsikoga, in zdaj ta psihoanalitičen pogled na kulturo sicer ni bil tisti, ki bi ga O.B.E. Sekerje zelo močno razvijal, je ostajal pri zgodnjem Freudu. Ampak vendarle, kultura tudi opravi svoje delo tako, da določene tabuizirane teme, ki izpričujejo ali pa kažejo na družbene anomalije, na slabe družbene institucije, slabe rešitve, ta kultura to lepo zapakira in predstavi o pravem času na pravem kraju, da ljudje lahko spimo naprej. Tako da delo kulture, zakaj je delo kulture toliko pomembno, ker
to delo lahko razumemo kot neke vrste nadaljevanje ali pa nadgradnja Meduzinih las. Saj tudi ta knjiga, tako kot Meduzini lasje, raziskuje psihološke in kulturne vidike verskih izkušenj, pa tudi širše psihoanalitične vidike religioznih fenomenov na Šrilanki. Tukaj izbiram še Buddhism Transformed, torej preoblikovani budizem. To je močen kontekst in tudi ena od sintez Obeje Sekerovega udejstvovanja, predvsem na področju budizma na Šrilanki. Obeje Seker je to knjigo spisal skupaj s prijateljem, sanskrtologom in strokovnjakom za šrilanški budizem z Oxfordske univerze Richardom Gombrichem in predstavlja temeljno študijo o verskih spremembah v budizmu na Šrilanki, kjer avtorja pojasnjujeta, kako se je budizem na Šrilanki prilagajal družbenim in političnim spremembam. Skratka, ta knjiga je ključno delo za razumevanje modernih transformacij, ki jih tudi Obeje Sekerje v določenem delu omenja v Meduzinih laseh. Se pravi, posebej seveda na Šrilanki in mogoče tisto srednji koncept, ki sta ga razvila z Gombrichem, je protestantizacija budizma, ne? Oziroma protestantski budizem. Budizem, ki se je učil, tako rekoč, od britanskih kolonialnih koncepcij, religioznih verskih koncepcij, pišeta o prehodu budističnih praks z menihov, ker je bila to pač ekskluzivna, vsaj v teravadskem budizmu ekskluzivno okolje, tudi na laike, različne sinteze budizma, tako z modernimi gibanji kot s politiko in z drugimi verskimi tradicijami. In seveda v preoblikovanem budizmu pomembno mesto zaseda tudi Kataragama, predstavlja najpomembnejše romarsko središče na Šrilanki, primer religioznega sinkretizma, kjer se prepletajo elementi hinduizma, budizma, lokalnih ljudskih verovanj, pa tudi islama in krščanstva. In o Kataragami je veliko govora v Meduzinih laseh. Verniki namreč tam izvajajo najrazličnejše rituale, procesije, molitve, asketske prakse in pogosto ekstatične oblike pobožnosti, kot so hoja po žerjavci, samo prebadanje telesa in podobno. In na svoj način pa je to središče, torej Kataragama, pomembno tudi muslimanom in kristjanom, saj tamkajšnja religioznost temelji predvsem na osebnih verskih izkušnjah, o čemer je še toliko več govora v Meduzinih laseh. Se pravi, je to center, kjer je poudarjena dejansko duhovnost. Bomo tudi kasneje mogoče izpostavili ta vidik. No in ne nazadnje je tudi prav, da v ta kratek nabor temeljnih knjig vključim tudi mandale, življenjsko delo pokojnega profesorja Zmaga Šmitka, ki je nastalo na podlagi njegovega 40-letnega obiskovanja Indije, Južne in jugovzhodne in Srednje Azije, Tibeta, Japonske, ne nazadnje tudi Šrilanke. Namreč mandale predstavljajo sintezo pomena mandal v indijski, kitajski, japonski, tibetanski in še v marsikateri azijski kulturi. Ampak ne gre toliko za mandale, kolikor v najširšem smislu govori knjiga o tem, kako je budizem na edinstven način povezal in preoblikoval Azijo, da je v kulturnem, prostorskem, strukturnem in še marsikakšnem smislu takšna, kot je danes, ko se je prepojila tudi z procesi modernizacije in neoliberalizacije. Nekaj besed bom še o samem avtorju povedal, kolikor sem že orisal njegov življenjepis, ga bom tukaj na kratko ponovil. Torej, rodil se je leta 1930 in sicer to pomeni, da je kot otrok otroštvo preživljal še pod britansko kolonialno oblastjo.
odrasel v kozmopolitski družini. Doma je vladalo intelektualno ozračje, polno različnih vplivov, hiša je bila odprta, oče je bil intelektualec, tudi zdravnik. In kot sin meščanske in kozmopolitske družine tega višjega srednjega sloja je tudi sam hodil v angleške šole. Na univerzi je pa zbral angleško književnost in v nekem intervjuju pravi, to ni bil samo študij angleške književnosti, ampak je bil ta študij organiziran bolj v smislu evropske primerjalne književnosti. In zakaj je to pomembno? Ker se je že zgodaj Obeje Sekre zelo zanimal za zgodbe, to ga je privlačilo. In na Šrilanki pač antropologije ni bilo mogoče študirati. Tudi ko sem jaz leta 2003 prišel na Šrilanko, pač oddelka za antropologijo nisem našel. Ampak so bili antropologi posejani po oddelkih za sociologijo, mogoče zgodovino in to je to. Obstajajo sicer razlogi za to, o katerih lahko mogoče kasneje kaj rečemo. Skratka, knjige, ki jih je kot študent Obeje Sekre moral prebirati, so mu tudi ponudile potem vpogled v mite, simbole in pripovedne strukture. In to ga je spremljalo pravzaprav skozi vso kariero, s pridom je to uporabljal tudi v svojem etnografskem delu. In že kot študent je zahajal na šrilanško podeželje in poslušal zgodbe domačinov. Zbiral je tudi ljudske pesmi, to je bilo takrat moderno, mite, folklorno gradivo. In to zanimanje za pripovedi ga je spremljalo skozi vse življenje, oziroma predvsem kasneje tudi kot profesionalnega antropologa. Obenem pa je bil že od mladih let navdušen nad Freudom, bral ga je že kot najstnik in v intervjuju pravi: Freud mi je pomagal razumeti moja lastna uporniška občutja oidipovske vrste. V tem smislu mi Freud ni predstavljal preprosto le intelektualnega mentorja, ampak je bil tudi nekdo, ki mi je pomagal razumeti moje lastne emocionalne konflikte. In po diplomi je sicer možnost imel nadaljevati študij v Britaniji, pa se je zopet na presenečenje vseh premislil in se prijavil na Fulbrightovo štipendijo in odšel v ZDA. Zakaj ni hotel v Britanijo? Ker je bilo to zanj ni bilo v skladu z njegovimi prepričanji. Nekaj je potem rekel, da je imel vedno v sebi plazeči se postkolonializem ali pa protikolonializem. Skratka, Britanci, ki so pač na Šrilanki bili toliko časa, so potem privlačili tudi predvsem humaniste, družboslovce, da so odhajali iz Šrilanke in to so odhajali množično. Ta brain drain je bila v bistvu celotna generacija šrilanških antropologov in je bilo to pravo opustošenje šrilanške sociologije in antropologije, recimo v 60. in 70. letih, ampak tudi kasneje so izobraženci iz Šrilanke odhajali ven in ustvarili posebno antropološko tradicijo Šrilanke. In najprej se je uveljavilo, na Šrilanki so se uveljavile raziskave delitve zemlje, pa sorodstva, pa kast. V drugi fazi je bil zelo pomembna tema budizem, nasploh tudi religijske prakse, ampak predvsem budizem. In potem z 80 leti pa nasilje in politične transformacije, kolektivne identitete, tudi identitetna politika in tako naprej, ker je Šrilanka seveda se z 80 leti zapletla v državljansko vojno. In je bilo iskanje razlogov za to, pa tudi komentiranje tega dogajanja, nekaj, kar je predstavljalo
poklic. V dobesednem smislu besede humanistiki in družboslovju, da to analizirajo. In eden najglasnejših takih analitikov je bil ravno Obeje Sekre. Pokazal je in se trudil v svojem pisanju pokazati, kako so britanski kolonialni birokrati razbili samo šrilanško, rekel, družbo in srednji sloj izobrazili, ga integrirali že v kolonialnem času, v poznem kolonialnem času, v svoje administrativne strukture in s tem v bistvu nekako, kako bi temu rekel, s tem omogočili pač sebi nadaljevanje enake politike tudi po osamosvojitvi. Tako da sam kolonializem se pravzaprav z letom 1948 ni zares končal, ampak se je nadaljeval še desetletja potem. Od 77. leta pa je Šrilanka že odprla trge. Se pravi, je prešla z velikim in odločnim korakom v globalni kapitalizem. No, in Obeje Sekre je to komentiral oziroma analiziral predvsem skozi identitetno politiko, natančneje rečeno, pokazal je, kako je bil budizem instrumentaliziran v konstrukciji sinhalskega nacionalizma, kar je v bistvu potem pripeljalo do konflikta z manjšinami. Naraščanje konfliktov se je začelo že zgodaj, bili so stari, sicer še srednjeveški z tamilsko populacijo, vendar so ti moderni konflikti med tamilsko in muslimansko manjšino na eni strani in sinhalsko večino na drugi strani potem eskalirali in naraščali in počasi pač pripeljali do odprtih oboroženih spopadov. In ker je Obeje Sekre seveda bil predvsem kritik sinhalcev in konstrukcije sinhalske identitete in v to konstrukcijo vpletal tudi budizem, ni bil ravno dobro sprejet na Šrilanki. Njegova kritika sinhalskega nacionalizma in politične uporabe budizma mu je prinesla veliko nasprotnikov in je bil skupaj z Tambajahom tudi eden prvih, ki je pokazal, kako je budizem v 20. stoletju postal orodje teh etničnih in političnih sporov. Tako za primer, Tambajah je leta 19, njegov kolega, Stanley Jeremiah Tambajah, je leta 1992 izdal knjigo z naslovom Buddhism Betrayed, zlorabljen je budizem, z vprašajem, in tam je seveda analiziral povezavo med budizmom in nasiljem in je šrilanška vlada knjigo prepovedala. Kritiki so avtorja obtožili, da ruši ugled budizma in podobne pritiske je doživljal tudi Obeje Sekre. Nekateri so mu očitali, da je preveč pod vplivom zahodnih akademskih krogov, ne razume pravega šrilanškega budizma in tako naprej. No, kljub temu, ali pa morda zaradi tega, je Obeje Sekre postal eden od vodilnih mislecev na področju nacionalizma, religije in postkolonialne identitete na Šrilanki. Ampak tudi v mednarodni antropološki skupnosti je bil pogosto Obeje Sekre pod drobnogledom. Naprimer z Marshallom Salensom, to je velikan ameriške antropologije in specialist za Pacifik in Polinezijo, zlasti pa Fidžija in Havajev, se je zapletel v eno od najbolj razvpitih akademskih polemik 20. stoletja, ko je kritiziral Salensovo interpretacijo mita o kapitanu Cooku. Cook
in njegovem srečanju s Havajčani. Salins je namreč trdil, da so Havajci kapitana Cooka obravnavali kot božanstvo. Obeje Sekerje pa se s tem ni strinjal in je menil, da so lokalni prebivalci bolj racionalni, kot jim pripisujejo to zahodni antropologi, in da niso preprosto sprejeli Cooka kot boga, ampak so njegovo prisotnost interpretirali v skladu z lastnimi političnimi interesi. In ta razprava je potem postala klasičen primer spopada med različnimi antropološkimi pogledi na zgodovino in na druge, ki jih v antropologiji pišemo z velikim D. In seveda je tukaj Obeje Sekerje, uspelo mu je predvsem zaradi tega, ker je bila tudi postkolonialna drža takrat moderna, je bila priljubljena, ker z Salinsom se vendarle ni mogel meriti, ker je bil Salins pač za Pacifik in za te otoke pač je imel za sabo 40 let spremljanja, ne. Tako da je Obeje Sekerju tukaj manjkalo, ampak je s to postkolonialno držo vendarle zdržal in v teh pritiskih tudi potem ohranjal, tako bi rekel, integriteto, da se je ta polemika potem zapisala v zgodovino antropologije. No in tudi meduzini lasje so v različnih recenzijah bili deležni precej negodovanja, ampak zaradi drugega razloga. Zaradi izdatne rabe psihoanalitične interpretacije tvorbe simbolov. Najbolj to pri angleških socialnih antropologih, ker so Britanci vendarle simbole obravnavali izključno ali pa skorajda izključno v javni sferi in jih strogo ločevali od tistih, ki so nastali idiosinkratično oziroma v privatni sferi. Da ne govorimo o nezavednem. In to negodovanje sicer niti ni presenetljivo. Obeje Sekerje v razmeroma obsežnem razdelku knjige nekje na začetku namreč najprej obračuna s takratnim velikanom angleške socialne antropologije Edmundom Leachem, namreč njegovo koncepcijo simbolizma las v dobršnem delu zavrne, ravno zaradi tega Leachovega strogega ločevanja na zasebne in javne simbole, zaradi česar se Obeje Sekerju zdijo njegovi sklepi o pomenu dolgih in vozlastih las ali pa pobritih las, denimo budističnih menihov, plitki prenagljeni. In za razliko od Leacha, ki tudi psihoanalizi pri preučevanju javnih simbolov odvzema vsakršno veljavo, Obeje Sekerje izhaja prav iz psihoanalitične antropologije in preučuje način, kako posamezniki izbirajo, ustvarjajo in preoblikujejo kulturne in verske simbole v skladu z svojimi osebnimi psihološkimi potrebami. V ospredju njegove analize so torej trans, vizije, večinoma ženskih asketin na Šrilanki, ki so privzele hinduistične verske tradicije. In te ženske doživljajo različne oblike ekstaze, trpljenja zaradi travm v otroštvu, seksualnega nezadovoljstva, silovitih čustev in podobno, ampak jih interpretirajo v skladu z mitičnim modelom, kot pravijo Obeje Sekerje, ki jim je v izobilju na voljo v šrilanški verski krajini. In Obeje Sekerje to kulturno objektivacijo ali pa projekcijo zasebnih travmatičnih stanj v kulturno-mitični idiom interpretira kot specifičen način izražanja notranjih konfliktov in osebne zgodovine, in sicer skozi pač osebne simbole, kar je njegova inovacija. Zdaj naj to pojasnim nekoliko bolj shematično, približno taka bi bila lahko neka imaginarna strukturalistična slika javnih simbolov. Ne? Predstavljamo si, da so to recimo različni bogovi, ne? Ali pa božanstva, ali pa majhni bogovi, ali pa predniki in tako naprej. Nek urejen mitičen model. Kultura, verska krajina, ki jo sestavljajo različni poimenovani bogovi. Demoni, mogoče bodhisatve, bodoči bude in tako naprej. In v takšnih in drugačnih ali pa drugačnih medsebojnih razmerjih, sicer tukaj ta razmerja niso ponazorjena, ampak predstavljamo si, da je to struktura, ki tvori neko mitologijo oziroma urejen in pregleden sistem. In takoj, ko stopimo bliže nekam
v realnost, v funkcionalnost tega mitičnega modela pri človeku in skupnosti, denimo v ritualno udejanjanje te mitologije, se strukturalizem konča. Človek si teologijo interpretira po svoje in v pluralizmu indigenih južnoazijskih religij je učenje mitov iz sanj ali pa iz ekstatičnega transa nekaj povsem običajnega. Trans je inherenten del čaščenja številnih šajvističnih in drugih indijskih kultov in tovrstna religioznost je prešla tudi v sinhalski ljudski budizem. Slika torej postane precej nepregledna, kulti in z njimi povezani simboli se rojevajo tako pri posamezniku, vendar tudi črpajo iz širših kulturnih in religioznih virov in to poteka skupaj. In zdaj, če to situacijo premaknemo nekoliko bliže človeku, so simboli, ki preidejo v javno sfero, tako ali drugače dogovorjeni. Izumljeni, tudi procesualno preoblikovani, poustvarjeni in podobno. Z drugo besedo izhajajo iz različnih vrst interakcij. Nekateri preidejo v dogmo, drugi so opuščeni, morda že še nekaj časa vztrajajo kot neke nerazumne vsebine, preden preidejo v pozabo. Tretji vzniknejo kot navidezno nov kult ali pa izumljena tradicija in vse v redu in prav, pravijo obe sekere. Ampak kje so tukaj čustva? Kje je smisel, kje je pomen za posameznika? Tako kot je pač kulturo koncipiral Weber in na kar se pač obe sekere tudi izdatno nanaša v Meduzinih laseh. Se pravi, kje so mejne situacije, kje so fantazije, sanje, ekstaza, trans, globoka kriza, duševna stiska, življenjska protislovja, ki se načeloma z medosebno interakcijo sicer lahko razrešujejo prek vlog, ki jih ljudje odpiramo ali pa odigramo drug z drugim ali pa drug pred drugim. Ampak posameznik v ekstatičnih stanjih ne komunicira toliko z ljudmi kot s svojimi lastnimi simbolnimi tvorbami, v katerih pa bolj ali manj sporazumno z drugimi potem prepoznava konkretna božanstva ali pa vsaj njihove sledove in oznake. Zato je celostno razumevanje simbolov, ki v vsakem primeru izvirajo iz spontanih miselnih procesov, tako kot tudi sanje, potrebna psihoanaliza. Strogo razlikovanje med javnimi simboli in pa zasebnimi simboli je v siceršnjem študiju simbolizma obsojeno bodisi na strukturalizem, tisto, kar je bil v predprejšnjem diapozitivu, ali pa na interakcionizem, kar je v prejšnjem diapozitivu bilo prikazano. No, in tukaj je strukturalizem, recimo temu, ponazorjen zgoraj in interakcionizem spodaj. No, tukaj je vprašanje osebnih simbolov tisto, kar pravzaprav obe sekera zanima in se nahaja tukajle. Tu je vprašanje, ki ga zasleduje, skratka, osebne simbole lahko Šelančani in Šelančanke tvorijo zato, ker imajo na voljo pestro krajino, posejano z številnimi prepoznavnimi in imenovanimi božanstvi, ki jih lahko manipulirajo v skladu s svojimi psihičnimi potrebami in z svojimi globokimi motivacijami. Še posebno, če te globoke motivacije izvirajo iz travmatičnih doživetij, iz psihotičnih kriz, iz kulturno nesprejemljivih vzgibov in z vsem tem povezanega trpljenja, kar je značilnost vseh obe sekerovih sogovornic, ki jih že tako v besedilu velikokrat imenuje kar pacientke. No, osebni simboli so torej edinstveni za posameznika, vendar hkrati črpajo tudi iz širših kulturnih in verskih virov.
posamezniki jih reinterpretirajo tako, da izražajo svoje travme, želje in notranje konflikte. In v tem smislu nastanejo kot rezultat interakcije med osebnimi psihološkimi procesi in pa kulturnimi vzorci. In zato predstavljajo samostojen vir preučevanja simbolov. Drugače, kot je to pri zgolj javnih ali pa zgolj zasebnih simbolih. Z drugo besedo, posamezniki uporabljajo kulturne simbole za izražanje svojih notranjih stanj, po potrebi pa jih tudi prilagajajo družbeni skupini. Če na primer simboli niso sprejeti ali pa prepoznavni, jih pač prilagodijo. Jih prilagodijo. Meni je obsedel ta demon, me je pa ta drug. Skratka, ta diagnostika je lahko zelo hitro pač prilagojena in je stvar izbire. Posamezniki se prilagajajo, preoblikujejo širše družbene pomene v skladu s svojo osebno zgodbo. In en od takih simbolov, ki predstavlja rdečo nit naše knjige, so vozlasti lasje. So avtorja presenetili pri eni od hodkin čez ogenj. Ta je, kot pravi, v ekstazi plesala pred Bogom blizu Kataragamine kapele. Namreč nekatere asketine si pustijo rast lase neurejeno kot izraz verske predanosti različnim bogovom, recimo Hunjanu, Skandi, bogini Kali. In pogosto pač ti dolgi vozvasti lasje v hinduistični pa tudi budistični tradiciji simbolizirajo askezo, zavračanje posvetnega življenja in predanost božanskemu. In obe sekre ta motiv interpretira ne zgolj kot splošno sprejet religiozni simbol, ampak kot osebni simbol, skozi katerega posameznice izražajo lastne notranje konflikte, travme in želje. Tako da vozvasti lasje so v tem kontekstu večplastni, so izraz upora proti družbenim normam, hkrati pa predstavljajo spoj seksualnosti in duhovnosti, ker so lasje pogosto povezani z čutnostjo in poželenjem. Tako da veliko sogovornic obe sekra pravijo, ti lasje so od Boga in so lingam. In ta simbol pomeni pa tudi proces transformacije z javno izraženo pač to religiozno predanostjo, ki se pogosto najprej kaže kot trpljenje, tresavica, blaznenje, ekstaza. V glavnem različna transformativna stanja in sanje, obsedenost. No, potem pa se vse skupaj umiri in se recimo neka sogovornica, neka taka bodoča duhovnica postopno osvobaja tradicionalnih družbenih pričakovanj, zaradi tega, ker ima razloge za to, ker je pač obsedena, in hkrati skozi lase izraža tudi lastne frustracije in stiske, ki izvirajo iz denimo spolne podrejenosti, travmatičnega otroštva, ujetosti v nevzdržni zakonski zvezi in podobno. Tako da razpuščeni lasje niso zgolj kolektivni znak svetosti odrekanja, ampak tudi individualiziran izraz notranje psihe, ki se lahko razume kot način soočanja z notranjimi konflikti, neizpolnjenimi željami, potlačenimi čustvi. In ključno, ali pa vse inicialno dogajanje te knjige se dogaja v Kataragami, večverskem romarskem središču na jugovzhodu Šrilanke. Avtor je v 70-ih letih redno tja zahajal na vsakoletni julijski festival in tam opazoval različne romarje, ekstatike, mistike, spokornike, navadne ljudi, vseh ver, z vseh koncev dežele, ki so tam častili velikega boga Kataragamo. Ta pa je v bistvu hinduistični Skanda. In seveda so se tudi družili. Se to ni bila samo pobožnost, ampak tudi druženje. In ime kraja, pač Kataragama, je torej hkrati tudi ime tega pobudistenega božanstva Skande, ki je prevzel ime kraja Kataragama. V Južni Indiji ga sicer častijo kot boga Murugana, pa še druga imena ima. In obe sekre uvodoma v knjigi precej natančno opiše ta kraj. In tudi sam pravi, da je svetišče
precej majhna, neizrazita stavba. Res, kapela Kataragame je, glede na to, da je prostor domovanja velikega in najbolj priljubljenega boga med čelanškimi sinhalci, presenetljivo majhna, ampak tudi, denimo, tempelj starodavne relikvije Budovega zoba v Kendiju, Šri Dalada Maligava, je eden od najpomembnejših relikvij v budističnem svetu, pa je po velikosti in blišču dokaj skromna stavba. Tako da je to ta arhitekturni idiom, pravzaprav verske arhitekture Šrilanke, ki je mogoče preprosto zato, ker vsaj za Kataragamo, oziroma tako, če primerjamo to z kakšnimi bogato okrašenimi budističnimi stupami ali pa templji Indije, pa tudi Tajske in Burme oziroma Mjanmara, je to presenetljivo na prvi pogled, da so to tako majhne stavbe, ampak to ni klasičen hinduistični tempelj, ampak je verski kompleks, ki je sinkretičen, ga častijo predvsem pač ljudske množice, ljudje, navadni ljudje, ki so tudi osredotočeni na osebno duhovno izkušnjo. Tako je celoten tempeljski kompleks s številnimi kapelami različnih božanstev, tukaj ni samo Kataragama, ampak Ganeš, Višnu, Buda, Devasena in tako dalje. In bolj poudarja duhovno naravo tega kraja, ne pa materialno razkošje. Tako asketsko, sinkretično svetišče. In sam bog je, Kataragama je za hinduiste, kot rečeno, Skanda, sin Šive, najbolj priljubljeno božanstvo v južni Indiji oziroma pokrajini Tamil Nadu, ki ga večinoma poznajo, kot rečeno, že pod imenom Murugan. Njemu namenjajo svojo versko predanost oziroma bhakti številni južni Indijci, indijski Tamilci, in ti so na Šrilanko prišli še posebno v drugem valu priseljevanja v 19. stoletju, ker so jih za delavce na svojih plantažah čaja in kavčuka potrebovali Britanci. In seveda na Šrilanko so zanesli potem tudi drugačno pobožnost, ki so jo postopoma sprejeli tudi budisti. Tako da obe sekarje pravi upeljali so tudi dramatični obred hoje čez ogenj, ki so ga po letu 1952 v celoti sprejeli in prilagodili sinhalski budistični ekstatični duhovniki. In tudi pojem neposredne obsedenosti z božanstvom je tist, ki ga je v Kataragamo pripeljala južnoindijska vernost. In sve ta obsedenost, to obsedenost so zavračali tako višji, sta zavračala tako višji brahmanizem, kot seveda tudi budizem. In nosilci te posebne vernosti so bili tamilski ekstatični duhovniki, splošno znani kot samiji. In ti so močno vplivali na novi razred sinhalskih budističnih duhovnikov, ki so prav tako privzeli nekateri ime sami namesto tradicionalnega kapurala. In to so sinhalski ekstatiki, hkrati budisti in hinduisti, pravijo obe sekere. In postavljali so predvsem kapele in temple po urbanih območjih Šrilanke. Privrženci Kataragame, tudi drugih takih nekoliko bolj takrat obskurnih božanstev kot Kali, bojevniška Kali ali pa Hunjan, nižji demonski bog, ki se je uveljavil v šrilanškem ljudskem verovanju in spiritualnih praksah in je povezan s čarovništvom, magično močjo. In o tem novem sloju ekstatikov pravijo obe sekere, vernost, ki jo zastopajo, je v konzervativno tradicijo teravatskega budizma upeljala nekaj novega. Bhakti, element predanosti. In za zanimivost, to fotografijo je za kartico, ki jo pri založbi CF dodajajo v vsako knjigo, prispeval Bogdan Lešnik. To, kar se meni zdi zanimivo, je, da je bila posneta na lokalni peraheri, to je procesiji v Unavatuni leta 2016.
In če samo pomislimo, da je O.B.E. Seker etnografsko raziskavo za to knjigo opravljal v 70. letih, je to več kot povedno, kako se je ta ekstatična religioznost in bhakti uveljavila tako rekoč do današnjih dni in to v srčju Sinhalske Šrilanke, ker budisti predstavljajo absolutno večino ne le hinduistov, absolutno večino in je hinduistov kvečjemu kakšen odstotek ali pa dva. Tako da v bistvu so izključno budisti to. No, in če se za skorajšnji konc predavanja zelo na kratko vrnem k shemi osebnih simbolov, je ta seveda lahko zelo dinamična, njihova produkcija poteka v obe smeri, je krepko podprta z interakcijo med ljudmi, da vzajemno izpogajajo njihov smisel in jih napravijo prepoznavne oziroma jih prepoznavajo kot svoje, kot kulturne. In v primeru O.B.E. Sekera je tukaj na delu poroka med psihoanalizo zgodnjega Freuda in koncepcijo pojma kulture Maxa Webra, ki je koncepcija, ki pravi, da je kultura vse tisto, kar daje smisel ljudem. Da kultura mora imeti smisel ali pa je brez veze. No, zdaj vprašanje, za katerega sem prepričan, da je že podanih več odgovorov, se seveda nahaja onkraj osebnih simbolov. Morda v antropologiji afektov, v teoriji utelešenih praks, v ontološki pluralnosti, večnaravnosti, v posthumanistični antropologiji ali pa v algoritmičnem oblikovanju identitet in avatarjev. Kdo ve, v katere smeri vse se to razmišljanje je razvijalo, predvsem v mogoče sodobnem času, vendarle govorimo o neki klasiki iz 80. let oziroma raziskave iz 70. let. Tako da te smeri razmišljanja so po eni strani nepregledne, po drugi pa že upeljane skozi tako imenovane sodobne antropološke pristope oziroma tradicije. In pester verski idiom na Šrilanki, ki pač domuje na Šrilanki, tako kot tudi v sosednjih deželah, recimo v Indiji, verski pluralizem, nimamo pač tega zapovedane vere v enega Boga, ampak je marsikaj predvsem okej, je tolerirano, neizčrpna ponudba različnih pristopov na področju religije. In vse to je seveda integriral v svoje ljudske okvire tudi sinhalski budizem, večinoma iz hinduističnih tradicij. In to se vedno lahko dopolni z različnimi inovacijami, ker je sam po sebi ta verski idiom odprt in dinamičen. In O.B.E. Seker ravno o tem govori, kako je pravzaprav to kultura v nastajanju in da so sanje v bistvu najstarejši vir produkcije teh simbolov, nekaterim uspe, drugim ne. Ampak ta idiom pa daje tudi ljudem možnost, da svoje psihične stiske in življenjske izzive sidra vanj, ker ima vsebine. Psihotično obnašanje v našem prostoru nima vsebine, je samo psihotično obnašanje. O.B.E. Seker nekaj pravi, če nekdo pravi, da je Napoleon ali pa Jezus Kristus, je to njegova blodnja. In od tukaj naprej je pač diagnostika, psihiatrična diagnostika. Zdaj, v takem okolju, kot je pa pač šrilanška pluralna verska krajina, je pa na voljo veliko demonov in umrlih pač prednikov in božanstev, ki pač ponudijo razlago. In ta razlaga služi ljudem, skupnosti, da nekaj naredijo v zvezi s tem človekom. In je to potem nekoliko, rekel, bolj humano.
No, in s to fotografijo, s katero v bistvu zaključujem, se mi zdi genialna, je nastala spontano, hipno, brez neke vnaprejšnje koreografije. To je bila čista igra, ironija. In sicer sem jo posnel v budističnem delu Katragaminega tempelskega kompleksa. In glede na to, kako je nastala, se mi zdi pač tako zelo povedna prav za današnji večer, ker v tem poziranju dečkov, da so se takole spontano postavili vsak v svojo, unikatno in hkrati v budizmu prepoznavno molilno pozo. Vidim te osebne simbole v nastajanju, ne, ta inovativnost in prav take, v bistvu, kot jih je koncipiral Obeje Sekre v Meduzinih laseh. Tako da s tem bom tole zaključil. Tako da sem odprt za tudi kakšen komentar, vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa.